Ob besedi kavalir najprej pomislimo na uglajenost, najvišje moralne norme in plemenitost. Lastnosti, ki so bile cenjene, ko svet okrog nas še ni hitel v najbrzanem ritmu individualizma. A vendarle, kavaliri tudi danes še niso izumrli. Voznik kavalirja predvsem mora biti prijazan, razumljiv do starejše populacije, ki uglavnom uporablja kavalir. Stranke so uglavnom zelo zadovoljne. Hvaležne so predvsem, da jim lahko pomagamo. Kavalir je danes lahko tudi električno vozilo, ki skrbi za uglajenost in plemenitost v središču mesta. Namenjen je brezplačnemu prevozu starejših oseb in turistov. Kavalir na 4 kolesih nudi uslugo največ 5 potnikom in jih znotraj območja, zaprtega za ostali promet, pripelje na želeno lokacijo. Kavalir ni registrirano vozilo in zato ne sme zapeljati na ceste, odprte za vsakdanji promet. 2 kavalirja po središču Ljubljane dnevno prevozita več kot 180 potnikov. Zato se je kavalir v 4 letih že povsem zlil s Plečnikovim Tromostovjem in ostalimi ulicami, kjer javnega prometa danes ni več. Začeli smo z enim vozilom leta 2008, izkazalo se je, da so kapacitete premajhne, tako da od jeseni 2008 vozita dejansko 2 kavalirja. Število potnikov se povečuje, tudi število prevoženih kilometrov po obratovalni čas prav tako, da lansko leto smo naredili v povprečju nekje 37 km na dan z vozilom in pa prepeljali približno 37 000 potnikov. Kavalir je z električnim motorjem in 5 sedeži prijazen okolju in meščanom. Njegovo poslanstvo na ulicah je, da mimoidočim nesebično pomaga. In zato so ga obiskovalci prestolnice tudi sprejeli za svojega.